pravi že naslov, bom govoril o golobih in o golobnjakih. Kot boste videli, bi pa morda lahko naslov bil tudi o rečeh in predaljih. Gre za zelo, zelo preprost princip, ki pa upam, da vas bom uspel do konca predavanja prepričati, je lahko zelo, zelo močno orodje, če ga seveda znamo prav uporabiti. Torej, po eni strani pravim, da bom govoril o golobih in o golobnjakih, kot pravim, lahko bi tudi govoril o rečeh in o predaljčkih, pa da vam malo predstavim, kaj sploh lahko pričakujete v okviru tega predavanja. Torej, na začetku zelo, zelo na kratko, ker boste videli, da kaj dosti ni za povedati, kaj sploh je princip golobnjaka, potem čisto na kratko, kako dolgo je to že znano, koliko časa to že v matematiki, pa tudi izven nje poznamo. Potem pa se bomo v resnici večino časa predavanja ukvarjali s vprašanjem, kako je lahko nekaj tako trivialnega sploh uporabiti. Kot boste videli, tisti, ki še niste slišali za princip golobnjaka, gre za nekaj, kar bi človek rekel, pa se to je očitno. Kako torej lahko z neko tako očitno stvarjo sploh pokažeš nekaj netrivialnega. In to bomo naredili tako, da si bomo ogledali nekaj zgledov, pa še več zgledov, pa mogoče še več zgledov, to je odvisno, kako hitro nam bo šlo. Jaz sem jih pripravil kar veliko, ampak bomo videli, mogoče boljš manj, pa počasi, kot pa več, pa prehitro. Dobro, torej kaj pove ta princip golobnjakov? V bistvu zelo preprosto, jaz bom to zdaj povedal na ravni reči in predaljčkov. Se pravi, mislim si, da imam nekaj reči, zdaj tu na tem mojem primeru, mislim, da sem jih narisal 10 reči in imam nekaj predaljčkov, v tem mojem konkretnem primeru jih imam 6. Vse reči želim spraviti v te predaljčke, poljubno, in kar trdi ta princip golobnjaka je, da če je reči več kot predaljčkov, potem bom zagotovo imel na koncu vsaj en predaljček, v katerem imam vsaj 2 reči. Torej, nič posebnega, nekaj, kar bi vsak človek rekel, ja, pa se to je pač očitno. Zdaj, če govorim o principu golobnjaka, torej, če govorim o golobih in golobnjakih, bom pa rekel, če imam več golobov, kot imam golobnjakov in gredo te golobi v te golobnjake, bom imel na koncu vsaj v enem golobnjaku vsaj 2 goloba. Torej, zelo preprosta stvar. Zdaj, če to še matematično zapišemo, torej imam m predaljčkov in n reči, kjer sta m pa n naravni števili. N je večji od m, torej več reči kot predaljčkov, smo rekli, in če teh n reči spravimo v teh m predaljčkov, potem sta v vsaj enem predaljčku vsaj 2 reči. Kot sem rekel, sem prepričan, da vsak reče, da je to čisto očitno, ampak dajmo si vseeno, če so to matematični izleti v vesolje, dajmo pa pogledati si matematičen dokaz, zakaj je temu res tako. Če torej te naših m predaljčkov označimo z P1 do PM, torej vsak ta predaljček naj bo množica reči, ki jih na koncu imamo v tem predaljčku, potem velikost vsakega predaljčka je seveda ali nič, če je prazen, ali pa neko naravno število. In ker smo n reči spravili v te predaljčke, pomeni, da je vsota velikosti teh množic enaka n. In zdaj, če ne bi bilo res to, kar princip trdi, torej če ni res, da vsaj v enem predaljčku imam vsaj 2 reči, potem imam v vsaki največ eno, torej bi bilo tole res za vse predaljčke, ampak če zdaj tisto vsoto tam pogledam malenkost drugače, vidim, da sem seštel m števil, vsako od katerih je nič ali pa 1, torej dobim v najboljšem primeru m, ampak privzel sem, da je predaljčkov manj kot reči, pa imam protislove, ker piše n je manjši od čist preprost, elementarni dokaz, ki me privede v protislovje, s čimer vem, da torej mora biti res, da imam vsaj en predaljčku, vsaj 200. Okay? Zdaj, rekli smo, da bomo besedo ali 2 namenili temu, koliko časa je to že nekako znano. Izkaže se, ljudje, ki malo bolj natančno gledajo dela iz zgodovine, so ugotovili, da že v letih 1622 in 1624
Jean Le Rachon izdal 2 knjigi, v katerih omenja tak princip, nekoliko bolj podrobno v tej drugi iz 1624, ampak potem v nadaljnjih delih nekako se to kar zgubi, pač ni omembe tega, niti ne njega, niti tega principa. Tako da večina zelo kasnejših del potem v bistvu ta princip pripisuje Dirikletu, znanemu matematiku, ki je recimo znan tudi po tem, da je naredil del dokaza zadnjega Fermatjevega izreka za 5. potenco, med drugim sicer pa se ukvarja z analitično teorijo števil, pa analizo in tako naprej. No, torej, on je tam nekje 1834 naj bi obravnaval ta princip in zato nekateri temu rečejo tudi Dirikletov princip, on je to stvar poimenoval Schubfach princip, torej bi lahko nekako rekli princip predalčkov. Se pravi, v bistvu on je govoril o rečeh in o predalčkih, ne pa o golobih in golobnjakih. Ampak dobro. To stvar se da zelo preprosto posplošiti in recimo v knjigi Rualdija, Introductory Combinatorics, na primer, najdete takole verzijo principa golobnjaka. Se pravi, tokrat spet imam predalčkov, zdaj si pa vnaprej predpišem vsaj koliko reči bi rad imel v prvem predalčku ali pa v drugem, tretjem in tako naprej. In spet, če imam reči, ki jih spravljam v te predalčke, vsaj vsota teh številk, ki sem si jih predpisal, minus število predalčkov plus 1, potem z popolnoma istim dokazom kot prej pokažem, da moram imeti za vsaj en ta predalček mora biti res, da imam v njem vsaj toliko reči, kot sem jih želel imeti. Torej, ali v prvem vsaj K1, ali v drugem vsaj K2 in tako naprej. Mogoče nas ta verzija niti ne bo tako zelo zanimala, če si mislim, da so vsi te K-ji kar enaki med seboj, potem zlahka vidim, da dobim to varianto. To se pravi, če imam M predalčkov in imam reči več kot nekaj krat M, nek K krat M, potem vem, da vsaj v enem predalčku imamo vsaj K plus 1 reči. Tako da vse zglede, ki si jih bomo ogledali, bodo uporabljali ali čisto osnovno varianto, ali pa tole, ta drugo varianto, tiste malo bolj posebne pa ne bomo rabili. Ok. In zdaj smo v bistvu že skoraj čez polovico predavanja po tistih točkah. Smo hoteli samo še se vprašati, kako je lahko nekaj tako trivialnega sploh zanimivo. In kot sem rekel, skušal vas bom prepričati, da je to res lahko koristno zanimivo, tako da si bomo ogledali kak zgled. Mogoče več kot enega. In potem na koncu sami si ustvarite mnenje, ali je res koristno to lahko ali ne. Nekatere te zglede, ki vam jih bom pokazal, sem priredil ali pa vzel iz različnih knjig, ki obravnavajo osnove kombinatorike, recimo Mikloš Bona, Rualdi, Harris Hurst, Mosenhof in tako naprej. Tako da niso zdaj to primeri, ki sem si jih jaz sam zmislil, nekateri ja, nekateri pa ne. Ok, pa gremo kar lepo po vrsti. Prvi je tak zelo, zelo standarden primer, pri katerem marsikdo po mojem sploh ne pomisli, da je v ozadju kak princip golobnjaka. Torej, imamo situacijo, kjer pride na kup 6 ljudi in trdimo, da med temi 6 ljudmi najdemo zagotovo 3, ki se vsi med sabo poznajo, ali pa najdemo 3, tako da nobenega ne pozna. Okay? Spravidemo še tukaj si napisati, 6 ljudi. Trdimo, da obstaja trojica, tako da se vsi med sabo poznajo, ali pa trojica, da nobenega ne pozna. Zdaj, tu je treba samo to povedati, da privzamem, da če A pozna B, tudi B pozna A. Take sorte poznanstva mislim. Ok. In to je dovolj preprosta stvar, da seveda ne rabimo nobene sofisticirane mašinerije v ozadju, da se v to prepričamo, ampak bolj za hec kot pa za res.
če bi hotel to narediti tako čist brute force, ne, da bi vse možnosti pregledal, ne, bi imel kar nekaj dela. Ne. 6 ljudi imam, možnih parov je torej 6 nad 2, se pravi 15, za vsak par je lahko res, da se poznata ali pa se ne poznata, 2 možnosti, torej 2 na 15, to bi bilo prav vseh možnosti, to je pa zelo veliko in najbrž nočem teh gledati, vsakega posebej. Ok, dajmo pogledati, kako pa lahko to naredim. Ne? Torej, vzamem enega, kateregakoli od njih in se vprašam za vsakega od preostalih 5, a se ta dva poznata ali se ne poznata. Ne? Recimo, mogoče tega pozna, dajmo reči modra barva, da nam pomeni, da se poznata, ne? Mogoče tega pa ne pozna. Recimo, ne? No in zdaj imam že situacijo primerno za uporabo principa golobnjaka. Namreč, jaz imam 5 ljudi teh, za katere se sprašujem, a se poznajo z njim ali se ne poznajo. Torej, jih imam 5, to bojo moji golobi. In imam 2 barve, modro in rdečo. Ali se poznata ali pa se ne poznata. In zdaj, če dam 5 reči v 2 predalčka, mi je tisti posplošeni princip rekel, da potem v vsaj enem predalčku imam vsaj 3 reči. Se pravi, v tem konkretnem primeru mi iz posplošenega principa golobnjaka sledi, da mora biti ena od obeh barv, modra ali rdeča, tako da te povezave, ki jih rišem med unim in srednjim, ki me zanima in ostalimi, so vsaj 3 rdeče ali pa so vsaj 3 modre. Pa dajmo recimo, da so vsaj 3 modre. Se pravi, recimo, da ta se s tem pozna, pa s tem se pozna, pa s tem se pozna. Ne? In zdaj tu je pa zelo hitro pridem do konca. Ne? Zdaj se pa vprašam, v redu, kaj pa te 3 zdaj med sabo? Ne? Če za vsaj en par od teh 3 velja, da se poznata, recimo ta dva se poznata, potem še skupaj s tistimi poznanstvi že odprej sem našel 3, ki se vsi med sabo poznajo. Ne? Edina druga možnost, tukaj, ko sem se spraševal, a mogoče med temi obstaja kak par, ki se pozna. Ne? Edina druga možnost je, da nobenega ne pozna. Ampak v tem primeru sem pa našel spet 3, tako da nobenega ne pozna in to sem pa trdil na začetku, da bom pokazal. Ne? Ali najdem 3, ki se vsi poznajo med sabo, ali pa 3, kjer nišče ne pozna nikogar. Ne? In v bistvu vmes sem uporabil princip golobnjaka zato, da sem rekel, če si enega zberem od unih ostalih 5, najdem 3, ki jih bodisi ta vse pozna, ali pa nobenega ne pozna. To je taka čist elementarna, preprosta zadeva. Naslednji primer je tudi dosti preprost. Tokrat si pa mislim neko tako situacijo, imam neko kongres ali ne vem, kamor pride ogromno ljudi in ponavadi, ko ljudje se nekaj srečajo, se rokujejo, se pozdravljajo in tako naprej. In zdaj, če nekdo to od strani spremlja, preden so prišli, se noben ni z nobenim rokoval. V nekem hipu se 2 rokujeta, ta se je enkrat rokoval in oni se enkrat rokoval. In tako naprej, ljudje se rokujejo in v vsakem trenutku me zanima, s koliko drugimi se je že posameznik rokoval in trdim, da če bi v kateremkoli trenutku tega kongresa zamrznil sliko, pa se vprašal, kolikrat se je posameznik rokoval, bi vedno našel 2, ki sta se istokrat z isto drugimi rokovali. Okay, se pravi, takole situacijo. Recimo, če smo bili leta 2022 na kongres neke stranke, pride 2022 ljudi, vmes med kongresom se pač nekateri rokujejo med seboj, in zdaj trdimo, da v vsakem trenutku poteka tega kongresa lahko najdem 2 udeleženca kongresa, ki sta se do tega trenutka rokovala z istim številom drugih udeležencev. Ne trdim z istimi, ampak z istim številom. In zdaj, pri tem principu golobnjaka je tako, da je v bistvu najtežji del pri uporabi je, dobro, najprej sploh ugotoviti, da bi ga morda lahko uporabil, potem pa se odločiti, kaj bojo zdaj moji golobi oziroma reči in kaj bojo zdaj moji golobnjaki oziroma predalčki. V tem primeru je relativno jasno, kaj bo kaj.
golobi bodo najbrž te udeleženci, in ker nas zanima, s koliko drugimi se je nekdo že rokoval, bojo torej očitno golobnjaki števila od 0 do 2021 v tem primeru, ker pač lahko se nisem še z nikomer rokoval, lahko ste se z enim, lahko ste se z 2, če ste pa vsemi ostalimi, ste se pa 2021. Ne? In tukaj imam rahlo težavo, zato ker udeležencev, to je golobov, imam 2022, golobnjakov imam pa, ta najmanjši je 0, naslednji je 1 in tako naprej, do 2021 je pa tudi 2022. Se pravi, zdaj ne morem kar reči, princip golobnjaka mi zagotovi, da v nekem golobnjaku sta vsaj 2, torej sta se ta 2 istokrat rokovala, ne? Ker nimam dovolj golobov, da bi to lahko trdil. Ampak, če malo premislim, a je res se lahko, ker edina možnost, da torej se mi to ne zgodi, je, da so kar vsi golobnjaki zasedeni točno z enim golobom. Edina možnost, da nimam nekje vsaj 2. Ampak, a so res lahko, se mi zgodi, da prav nobeden ni pravi. In tukaj v bistvu vidim, da imam 2 golobnjaka, ki sta malo posebni. In sicer golobnjak 0, torej tja dam tiste, ki se sploh še niso rokovali, in golobnjak, tukaj je napaka, tukaj bi moglo pisati 2021, to je pa oni, ki so se že vsemi rokovali. Zdaj, če imam v 0 nekoga, to pomeni, ta se ni z nikomer še rokoval, ampak to pomeni, da se noben drug ni mogel še vsemi ostalimi rokovati, ker se vsaj s tem, ki se še ni z nikomer ni. Se pravi, če imam tukaj noter koga, potem v 2021, ki ne more imeti nobenega. In obratno, če imam v 2021, ki nekoga, pa se je že vsemi rokoval, torej ni več nobenega, ki se ni še z nobenim. Se pravi, eden od golobnjakov 0 pa 2021 bo zagotovo prazen, to pa pomeni, da tistega od teh 2, ki je prazen, ali pa če sta oba, lahko vržem stran in zdaj imam še vedno 2022 golobov, golobnjakov imam pa največ 2021 in princip golobnjaka mi zagotovi, da v vsaj enem imamo vsaj 2, pa sem zmagal na ta način. Torej, včasih ne gre kar direkt, malenkost bolj natančno, podrobno pogledam, pa vidim, kako gre. To je še en tak dosti trivialen zgled, tako da tukaj se mogoče niti ne bi ustavljal prav zelo. Recimo, če se vprašate, ali v tem trenutku v Sloveniji zagotovo živi vsaj 60 ljudi, ki imajo prav na isti dan rojstni dan. Torej ne, s tem ne mislim, da imajo vsi rojstni dan 13. marca, ampak prav 13. marec leta 1900, ne vem koliko. Zdaj, če bi tako na hitro razmislili, bi lahko rekli, generacije, ki se zdaj rojevajo v zadnjih letih, so tam nekje tako zelo na grobo, recimo 20.000. Dni v letu je 365, in če bi to malo razdelili, bi videli, da vam malo zmanjka. Vidite, malo manj kot 60, se pravi, tako z matematično gotovostjo ne morete kar trditi, da v teh zadnjih generacijah se vam bo to sigurno zgodilo. Seveda je zelo verjetno, da se bo, ker pač kakšen dan se jih več ljudi, kakšen dan manj, ampak matematično gotovostjo pa ne morete, ampak če malenkost upoštevate, da včasih so bile pa večje generacije in tako naprej, se da to hitro videti, pa ne bi, se pravi, ta primer mogoče ni tako zelo pomemben, da bi se ga splačalo gledati. Tako da pojmo reči na naslednji primer, ta je morda bolj zanimiv. Gledam zaporedje števil tole. 2, 26, 262, 2626 in tako naprej. Jaz upam, da je razvidno, kako gre to zaporedje naprej. In zberem si katerokoli hočete naravno število, pa dajmo zahtevati, da se konča na 1. Torej, eno enico ima. Drugače pa, koliko je dolgo, koliko ima desetic, stotic, mi nič ne znam. Recimo tako grozno velikansko število, kot je to. Sprašujem se, a to število deli katerega od teh členov, ki so tukaj našteti, seveda te grejo, se nikjer ne končajo, ali ne. Če bi si zdaj nekdo od vas naključno zbral zdaj eno število, a bi zagotovo nujno delilo vsaj enega od teh, ali ne. In zdaj,
Če bi imeli dovolj časa, bi zdaj rekel, ok, zdaj pa naj vsak od vas premisli 5-10 minut, kako bi to z golobi in golobnjaki rešil, ne? Ampak nažalost nimamo toliko časa, vsaj če hočemo vsaj še ena pa dva zgleda videti, tako da bom mogel kar povedati, kako se to naredi. Se pravi, kaj je torej vprašanje? Zberem si poljubno naravno število m, ki ima zadnjo števko 1. To ni tako zelo pomembno, da je zadnja števka 1, ampak da se bomo lažje pogovarjali, dajmo reči, da je 1. Lahko bi tudi rekel, da je 3 ali pa 7 ali pa 9 ali tako. So še druge možnosti kot 1. Zanima me, ali to število m zagotovo deli vsaj en člen neskončnega zaporedja, ki gre takole. 2, 26, 262 in tako dalje. Okay. No, in jaz trdim, da ja, in da ga najdem že med prvimi m plus 1 člen. Zagotovo bom vsaj enega takega našel, že kar med prvih m plus 1 členov, ampak vzamem samo vsak drug člen, če še enkrat pokažem, kjeri so bili. Vsak drug se konča s 6, ta ima 6, ta ima 6, ta ima 6, ta ima 6. Samo te gledam, to drugih sploh ne rabim. Če bom pogledal m plus 1 teh, torej tega, trdim, da bo eden od njih zagotovo v redu. Eden od njih bo zagotovo delil s tistim mojim m. In kako to pokažem? Naredim takole. Torej, za vsakega od teh členov bom pogledal, kakšen mi da ostanek pri deljenju s tem grozno velikim številom m. In pač ta ostanek bo neko število med ključno nič in m manj 1. Okay? Se pravi, to so zdaj moji predalčki oziroma golobnjaki. Se pravi, imam m predalčkov, zbral sem si pa m plus 1 število. To bojo pa moji golobi oziroma reči. In se pravi, moji predalčki so zdaj 0, 1, 2 in tako naprej, do m manj 1. Vzamem člen zaporedja, zračunam, kakšen je ostanek tega števila pri deljenju z m in ga pač dam v tisti predalček, kamor je treba. Torej sem m plus 1 golobov dal v m predalčku, po principu golobnjaka, to pomeni, da imam v vsaj enem predalčku vsaj 2 goloba. To pomeni, da imam 2 člena tega zaporedja, ki se končata s 6, to so oni, ki so v sodi, zato tukaj piše 2j pa 2i, ki ima ta isti ostanek pri deljenju z m. Zdaj, kaj to pomeni, da ima ta isti ostanek pri deljenju z m? To pomeni, da če ne zračunam njuno razliko, dobim, pustimo zdaj še tole, dobim nekaj, kar je deljivo z m. Ampak zdaj, če grem nazaj pogledati, kako že te izgledajo. Mislite si, da recimo, da sta to tale, tukaj, pa recimo tale. Kaj se zgodi, ko od tega velikega unega odštejem? Ta šestka mi bo ravno to šestko odštela v nič, una dvojka to dvojko v nič, una šestka to šestko v nič, una dvojka to dvojko v nič, torej bom dobil 2, 6, 2, 6, pa samo en ure. To je pa en, ki se začne tako kot en drug ta člen, pa sodo mnogo nekih nul. Zato imam tukaj tako napisano. Torej, ta razlika, ki jo bom dobil, je spet eno število te iste sorte, krat 10 na neko sodo, v bistvu točno vem na koliko sodo, ampak to sploh ni važno. Skratka, bo eno to število, ki me zanima, pa krat 10 na neko potenco. In zdaj jaz vem, da m deli tole reč, in zdaj tukaj rabim to predpostavko, da ima m na koncu enko. Lahko bi imel pa, kot pravim, trojko ali pa sedemko ali pa devetko. Ker to mi pomeni, da ta moj m ni 100, torej ni delil z 2 in ni delil s 5, zato ker nima zadnje števke petke ali pa nule. Ampak to pomeni, da katerikoli praštevilski delitelj tega m-ja, ni 2, ni 5, torej ne more deliti tega, se pravi, mora v celoti deliti tole. Iz tega mi sledi, ker mi m deli tole zadevo in je m tuj, desetki mora cel m deliti to stvar.
in s tem sem v bistvu našel člen mojega zaporedja, ki je delil s tem M. In našel sem ga že med temi prvimi M plus 1 člen. Ok. Naslednji primer je takšen. Zberem si poljubnih 1013 naravnih števil, katerihkoli. Trdim, da med njimi nujno lahko najdem dve taki števili, da če jih seštejem ali pa odštejem, bom to, kar dobim, zagotovo deljivo z 2022. Okay? Se pravi, trdim, da če si naključno zberete poljubnih 1013 naravnih števil, med njimi sigurno obstajata dva, katerih vsota ali pa razlika je deljiva z 2022. Zdaj, to verjetno se vam ne zdi nič posebnega. Ne? Pač, okay, 2022, 1013, to ima več kot pol od tega. Se zdi, da bi to moralo biti res. Ampak, če hoče človek dokazati, da je to res, pa mogoče ni čist trivialno. Ne? S principom golobnjaka je to dosti preprosto, samo treba je pametno zbrati golobe in pametno zbrati golobnjake. Zdaj, prva ideja bi seveda bila, hočem spet deljivost z nečem, tako kot prej, torej bom najbrž spet gledal ostanke pri deljenju. Ne? Samo zdaj imam malo problem. Ne? 2022 imam predalčko, ker ostanek predeljen z 2022 je lahko nič, 1 in tako naprej, do 2021. Števil imam pa samo 1013. To je ogromno premalo, da bi lahko princip golobnjaka kar direktno uporabil. In zato naredim tukaj tale trik, da rečem, za vsako število bom naredil 2 goloba. In sicer za število A bom v bistvu vzel število A pa še minus A. S tem sem iz vsakega števila naredil 2 števili, 2 celi števili. In zdaj imam nenadoma teh števil 2026 različnih res, ker to so bila naravna, se pravi njihovi minusi so vsi različni med seboj. Ne? Okay. Torej zdaj imam 2026 števil, ki jih zložim v teh 2022 predalčkov in po principu golobnjaka, v vsaj enem predalčku bom našel vsaj 2 goloba. Zdaj sem že šel na ta korak, ampak preden to naredim, kaj pa mi zdaj to pove? Se pravi, zdaj se meni lahko zgodi tole. Imam nek golobnjak, recimo I, in noter imam zdaj 2 goloba. Zdaj, lahko sta to števili A pa B, originalni števili A pa B, ki sem jih zbral. To pomeni, da A pa B mi data isti ostanek pri deljenju z 2022, pomeni, če jih odštejem, dobim ostanek nič, se pravi, razlika je deljiva z 2022, kar sem hotel. To je ok. Tole bo v redu, zato ker bo 2022 bo delilo A minus B. Lahko, da sta noter minus A pa minus B za 2 različna A pa B, to bo spet v redu, zato ker bo spet 2022 delilo A minus B. Lahko se mi zgodi, da imam minus A pa B za neka A pa B različna, to bo tudi v redu, ker to pa pomeni, da zdaj 2022 deli A plus B. Ker če ima ta minus A pa B isti ostanek, če jih odštejem, torej B minus minus A, to je pa B plus A, je spet deljivo 2012. In podobno, če imam minus B pa A, edina težava je, da kaj pa če imam takole. To pa zdaj mi nič ne pomaga, ker ne moram zdaj reči, pa od tega tole odštev, pa dobim A minus minus A je 2A, ampak jaz sem hotel imeti 2 različna, ki se seštejeta ali pa odštejeta v nekaj, kar je deljivo z 2022. Zato, ampak kdaj se mi pa to lahko zgodi? Kako sta lahko oba dva deljiva, mi data isti ostanek pri deljenju z 2022? To je samo možno, če je to predalček nič. Če je A deljiv z 2022, je tudi minus A deljiv z 2022. Ali pa, če je to predalček
1011, zato ker če mi A da ostanek točno pol, potem mi minus A da tudi ta isti ostanek. Tako da zato pišem tukaj, da moram ta dva posebej obravnavati, ker če v teh dveh dobim dva, še ne vem, če sem že čisto zmagal, ampak če v tem dobim vsaj 3, je že okej. Zato ker je največ en tak neugoden par, ta tretji je pa že v redu. Isto tukaj, če tukaj dobim vsaj 3, je spet v redu. To se pravi, največ, kar lahko dobim, pa da še nisem zadovoljen, je, da imam tukaj 2, pa tukaj 2. Ok, pa recimo, da je to res, to so zdaj 4 golobi, so neuporabni, mi jih od 2026 ostane še vedno 2022, ampak zdaj sem 2 predalčka izločil, ker me ne zanimata več, pa imam še zmeraj 2022 golobov, pa samo 2020 predalčkov in bom imel spet v enem vsaj 2, pa je ok. Tako da včasih moram malenkost še se pomatrati, da pridem skozi, ampak ok, to je še en primer, ki ga bi mogoče raje tako malo na hitro ali pa kar preskočili, da si bomo kakšnega še bolj zanimivega pogledali, samo povem, kaj je v ozadju. Mislim si, da imam celo številsko prostorsko mrežo. S tem mislim, da v tridimenzionalnem prostoru gledam samo tiste točke, ki imajo koordinate x, y, z, ki so vse 3 cela števila. Ok? In zdaj v tej mreži si zberem poljubnih 9 točk. Trdim, da potem med temi 9 sigurno najdem 2, tako da daljica, ki ju povezuje, ima to lastnost, da če pogledam njeno središče, je to spet točka te celoštevilske prostorske mreže. Torej, to razpolovišče daljice bo imelo spet koordinate, ki so vse 3 cela števila. Lahko mogoče sami premislite, če bi to znali narediti. Ta je dosti lahka, tako da mogoče kar preskočim. Ta je mogoče tudi zanimiva. Tukaj imam pa takole situacijo. Imam 100 vrstic po 4 krogce, tako zložene eno na drugo, in vsak ta krogec je pa naključno pobarvan za eno od 3 barv. Lahko je moder, lahko je rdeč, lahko je zelen. In trdim, da ne glede na to, kako sem to naredil, lahko najdem 4 krogce, ki mi dajo ki so oglišča pravokotnika in so vsi 4 iste barve. Se pravi, recimo, če bi bil ta rdeč, potem bi lahko zbral tega, pa tega in bi dobil pravokotnik z 4 rdečimi oglišči. In zdaj pač trdim, da če imam teh vrstic 100, potem ne glede na to, kako sem to pobarval, vse to da narediti. To je spet nekaj, kar po mojem se ne zdi nič fascinantnega. Si človek misli, pa ja, seveda, ne morem tako čudno pobarvati, da se to ne bi dalo. S pomočjo principa golobnjaka se da to zelo lepo narediti. Je pa mogoče zanimiv ta primer, zato ker v resnici 2-krat uporabim princip golobnjaka, tako da mogoče si poglejmo, kako to naredim. To je ena izmed možnosti. Tokrat bojo moji golobnjaki četverice, nekaj, kjer na vsaki tej koordinati povem barvo. Se pravi, recimo, modra, to je en golobnjak. Modra, zelena, modra, rdeča in tako naprej. Vse možne te barvne palete, to so zdaj moji golobnjaki. In v te golobnjake jaz dajem zdaj moje vrstice. Se pravi, recimo, tale vrstica bi šla v golobnjak MRZZ. Ta vrstica bi šla v golobnjak RMRZ in tako dalje. Ok, no in zdaj, koliko imam jaz teh golobnjakov? Za prvo komponento imam 3 možnosti, ker imam 3 barve. Za drugo imam 3, za to imam 3, za to imam 3. Torej, 3x3x3x3 je 81. Se pravi, 81 teh barvnih palet obstaja. Jaz imam pa 100 vrstic. To je več kot 81, se pravi, zagotovo bom imel 2 vrstici, ki imata isto barvno paleto, ki greta v isti golobnjak. Kaj pa zdaj to pomeni? Se pravi, to pomeni, da imam jaz zdaj tako situacijo.
nekje imam ene 4 krogce, pa še nekje imam ene 4 krogce, tako da sta ta dva sta iste barve, ta dva sta iste barve, ta dva sta iste barve, pa ta dva sta iste barve. Da smo prišli do sem, smo rabili princip golobnjaka enkrat, zato ker imamo dovolj teh vrstic. Ampak zdaj pa v eni sami vrstici imam 4 krogce, barve so pa samo 3. Spet princip golobnjaka mi pove, ker imam 4 krogce, ki jih dajem v 3 barve, imam sigurno 2 krogca, ki sta iste barve. In če sta to ta dva, recimo, potem tole, pa tole so krogci iste barve in sem našel svoj pravokotnik, ki ga iščem. Tako da ta primer se mi zdi zanimiv zato, ker je v bistvu dvakrat uporabim princip golobnjaka. In ta je že recimo take sorte primer, kjer po mojem, če vam nekdo da takle problemček, ga najbrž ne boste v minuto pa 2 rešili, tudi če vam pove, da rabite princip golobnjaka, pa boste mogli se kar malo potruditi. Mogoče kot izziv, a bi bilo dovolj mogoče že 20 vrstic. Zdaj, tukaj sem jaz bil zelo radodaren, pa sem rekel, evo, 100 vrstic imam teh po 4, mogoče lahko probate razmisliti, a bi tudi že 20 vrstic bilo zadost, da sigurno morate najti tak pravokotnik. Ok, za konec mislim, da imam še 3 ali pa 4 primere, mogoče ne bomo vseh, ampak da še malo vidite, da recimo tudi na IMO pomeni mednarodna matematična olimpijada. Se pravi, na mednarodni matematični olimpijadi, kjer se zberejo iz celega sveta najbolj perspektivni mladi matematiki, srednješolci, rešujejo naloge, ki so včasih res zelo, zelo take zahtevne, težke, zahtevajo nek genialen premislek. No in leta 1972 je bila recimo na olimpijadi takale naloga. Naloga pravi, naključno si zberem 10 naravnih števil med vključno 1 in 100. Se pravi, zberem katerihkoli 10 naravnih števil do vključno 100, dokažite, da potem lahko najdete 2 disjunktni podmnožici, ali pa če hočete, tako kot imam jaz tukaj narisano, imam torej 10 naravnih števil, potem lahko vzamem rdeč flomaster in nekaj števil pobarvam rdeče, in moder flomaster in nekaj števil pobarvam modro, tako da bo vsota rdečih enaka vsoti modrih. Se pravi, ne glede na to, kako sem zbral teh 10 števil, vedno se to da narediti. Ta v resnici niti ni tako zelo težka. Zato, ker tukaj, mislim, če dobiš idejo, da je princip golobnjaka bi lahko koristil, potem nekako dosti hitro ugotoviš, kaj pa bi sploh morda lahko naredil. Glede na to, da te zanima, hočeš imeti isto vsoto, je najbrž jasno, da bojo golobnjaki možne vsote in želiš imeti v enem golobnjaku 2 množici, ki mi data isto vsoto. Se pravi, golobi bodo podmnožice, golobnjaki bodo možne vsote in če se malo razmisli, nepraznih podmnožic, množice z 10 elementi je pač 2 na 10 minus 1, to je 1023, se pravi 1023 različnih podmnožic imate. Najmanjša možna vsota je pač enka, če imam samo enko zberem, največja možna vsota bi bila 100 plus 99 plus 98 plus 70, če sem te sploh zbral, ampak ok, dajmo malo zaokrožiti, sigurno je manj kot 10krat 100. To pomeni, da imate možnih vsot največ od 1 do 10krat 100, kar je 1000, torej možnih vsot je manj kot imate podmnožic, torej boste šli sigurno 2 podmnožici v isti predalček. Zdaj imate samo še ta problem, da 2 podmnožici seveda nista nujno disjunktni, ampak to ni nobena težava. Če sem jaz zbral tole podmnožico, pa tole podmnožico, ki mi data isto vsoto, pa bom pač iz obeh 2 zradiral ven ta skupni del, pa bo še vedno res, da je vsota teh enaka vsoti teh. Evo, to je še en tak lep primer uporabe.
Naslednji izgled je precej zanimiv zato, ker je v bistvu se izkaže za zelo uporabno stvar. V bistvu je bil že velikokrat konkretno uporabljen, tudi v nekih znanstvenih matematičnih člankih. Gre za zadevo, ki sta jo nekako prvič v članku zapisala Erdős in Szekeres, pravi pa v bistvu tole. Če si zberete poljubno zaporedje realnih števil, ki je dolžine m krat n plus 1, torej za neki naravni števili m in n, imate poljubno zaporedje realnih števil dolžine m krat n plus 1, potem po domače povedano lahko vzamete rdeč flomaster in pobarvate nekaj števil v tem zaporedju in sicer pobarvate m plus 1 števil v tem zaporedju, tako da bo to zaporedje naraščajoče, vsak naslednji je večji ali enak od prejšnjega, ali pa, če se to slučajno ne da, lahko vzamete moder flomaster, neki števil modro pobarvate in sicer vsaj n plus 1, tako da bo pa padajoče to zaporedje. Zdaj, na tem mojem primeru je celo tako, da se da oboje. To zaporedje števil, ki sem jih jaz tu zbral, jaz sem kar naravna števila zbral, ampak to tudi za realna velja, lahko imate kakršnakoli. Tukaj, mislim, da sem napisal 26 števil, to je 5 krat 5 plus 1. Se pravi, to pomeni, da lahko pobarvam 6 števil rdeče, tako da če jih berem od leve proti desni, narašča in v tem konkretnem primeru recimo prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti. Vsak naslednji je večji ali enak od prejšnjega. Če pa to slučajno ne gre, jih pa lahko vsaj 6 modro pobarvam, tako da je vsak naslednji manjši ali enak od prejšnjega. Zdaj, v tem primeru, kot pravim, sem oboje našel, ni pa nujno, da bom to našel, ampak ta izrek, torej Erdősa in Szekeresa, ki je iz leta 1935, pravi, da boste to vedno lahko naredili, ne glede na to, kakšno to zaporedje ste zbrali. No in ta je po mojem prvi od teh primerov, ki smo si jih ogledali, ki je res tak, da ko vidiš rešitev, rečeš, to pa ne, če bi se jaz sam spomnil. Namreč, kar se tukaj naredi, je to, rečete, recimo, da se ne da. Recimo, da niti ni naraščajočega zaporedja dolžine n plus 1, niti ni padajočega zaporedja dolžine n plus 1. In potem za vsak člen, torej po vrsti greste po zaporedju, in vsakemu členu priredite par st, ker je s dolžina najdaljšega možnega naraščajočega zaporedja, ki se tukaj začne. Zdaj, ker ste privzeli, da ni naraščajočega dolžine m plus 1, sploh, pomeni, da ta s je lahko največ m. Zagotovo je vsaj 1, ker če ne drugega, ta člen vzamem, pa nič več naprej, pa imam zaporedje dolžine 1, ki je naraščajoče, ampak ta s bo nekaj med 1 in m. In isto t mi bo pa povedal dolžino najdaljšega padajočega zaporedja, ki se tukaj začne. In to je spet vsaj 1, največ je pa lahko n, ker sem privzel, da ni nobenega padajočega dolžine n plus 1. Se pravi, vsakemu, če bi šel na to mojo sliko, temu zdaj priredim nek st, temu priredim nek st, temu nek s, vsakemu sem zdaj priredil nek st in teh števil jih je bilo toliko v zaporedju. Se pravi, zdaj imam m krat n plus 1 teh parčkov st, ampak njih je pa največ, jih je pa koliko? Jih je pa m krat n. Torej jih je manj, kot imam števil. Torej spet po principu Golobnjaka bom imel 2 števili v zaporedju, ki imata isti ta st. Ampak kako se to lahko zgodi? Dajmo pogledati. Se pravi, jaz imam neka števila, in zdaj recimo tale ima par st in en kasnejši, tale ima tudi par st. Torej, še enkrat, kaj zdaj to pomeni? To pomeni, če tukaj začnem, je najdaljše naraščajoče zaporedje, ki s tem začne, dolžine s. Ampak, če tukaj začnem, je tudi najdaljše zaporedje naraščajoče, ki tukaj začne s.
To pomeni, da ta sigurno mora biti večji od unega, ker če bi ta bil manjši ali enak od tega, potem lahko vzamem tega, pa tisto zaporedje za tega, ki se tukaj začlenje dolžine S. In zdaj sem za tega našel zaporedje dolžine S plus 1. Ker je tale, pa še vseh unih S od tam naprej. In to ne gre, ker tukaj piše, da je najdaljše S. Iz tega sem dobil, recimo, da tukaj je število x, tukaj pa število x. Zato, ker sta ta dva enaka, ugotovim, da ta ne more biti manjša ali enak od unega. Torej mora biti večji. Ampak ta dva sta tudi enaka. Pravi, ta ne more biti večji ali enak od tega, ker če ne bi začel s x, y in teh manj ena od tukaj naprej. Se pravi, po drugi strani mora biti pa tole res. In to oboje pa kar ne more biti. Mora biti x večji od y, hkrati pa manjši od y. To protislovje mi torej pove, da očitno je bilo narobe to, da sem rekel, da ni niti rdečega zaporedja, niti modrega zaporedja. Ampak se pravi, vsaj meni osebno se zdi ta kar divja, da se ti spomniš, da boš zdaj šel tu neke pare se to prirejati. To je že kar dobro ideja. Ok. Evo, še dva primerčka imam. Mogoče pogledamo enega, drugega pustimo. A tole, ta števila 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 11, to kaj znam. To so Fibonaccijeva števila. Vsak naslednji je vsota prejšnjih. 1 plus 1 je 2, 1 plus 2 je 3, 2 plus 3 je 5 in tako naprej. In zdaj, če to malo gledam, ta števila, recimo vidim, da tale 610 je prvi, ki ima nulo na koncu. Če malo gledam naprej, še naprej, tale tukaj ima tudi nulo. Ampak ima samo eno. Pa če bi še gledal, še tukaj ni nobenega več, ki bi imel nulo. Ok. In kaj, če vam zdaj rečem, da pa obstaja v tem zaporedju tudi en člen, ki ima na koncu milijardo samih nul. Se pravi, neko število in na koncu je milijardo nul po vrsti. Tako kot je bila pač tukaj ena nula, trdim, da lahko najdem v Fibonaccijevem zaporedju tudi takega, ki se konča na milijardo. Ali pa če vam je to premalo, pa milijard. Skratka, kar hočem reči, in upam, da vsaj to se vam zdi fascinantno, vsaj meni se je zdelo, ko sem to prvič videl. Zberite si, koliko hočete, veliko nul, da hočete imeti, obstaja Fibonaccijevo število, ki ima na koncu toliko nul, kot ste si jih predpisali, ali pa več. Vsaj toliko nul. In spet to se da dokazati s pomočjo principa golobnjaka, ampak dokaz je spet divji, čez vsaj meni se zdi. Tako da mogoče ne bi zdaj čist vseh detajlov naredil, ampak spet neke pare delam, tokrat gledam pare dveh zaporednih Fibonaccijevih števil in vsakemu od njih priredim ostanek pri deljenju 10 na toliko, kot hočem imeti nul. Recimo, če hočem imeti 2022 nul, vsaj na koncu gledam zdaj ostanke pri deljenju z 10 na 2022. Zakaj? Zato, ker bom spet rekel, če imam ostanek nič, po tem modulu to ravno pomeni, da imam toliko nul na koncu, kot jih hočem. Zdaj, kdo se to spomni, da greš glih to gledati. Ampak ok, gleda se torej take pare dveh zaporednih Fibonaccijevih števil. Vsakemu paru priredim ostanka pri deljenju s tem groznim številom in ker je Fibonaccijevih števil neskončno mnogo, se pa je več kot, ne glede na to, kaj tukaj piše, teh parov S-ja, T-ja je pač tole krat tole, torej jih je še zmeraj premalo, da bi ne imel dovolj golobov, se pravi, bom našel dva para, ki imata isti S pa isti T. In iz tega se izkaže, se pravi, da ne bomo predolgi, iz tega, da imate dva para, ker sta ta dva imata isti ostanek, pa ta dva imata isti ostanek, lahko pokažete, da imata za vsak I potem ta dva isti ostanek. Ampak zdaj, če namesto I-ja piše M,
bo tukaj pisalo F0, F0 si mislim, da je 0, začetni, če sta bila prva dva 1, 1, si mislim, še en prej je bil 0. In to pomeni, da je tale kongruenten 0 po modulu. To pomeni, tale ima ostanek 0 pri tem predeljenju s tem. Zadnji primer, ki ga bom samo omenil, pa ne bomo šli skozi, je pa spet iz Mednarodne matematične olimpijade, ta iz leta 1985, tudi zelo divji primer, v smislu tega, kako genialno idejo moraš imeti, da prav golobe in grobnjake nastaviš. Naloga pravi, da si zberete poljubnih 1985 naravnih števil, ampak s to omejitvijo, da ta števila ne smejo biti deljiva z nobenim praštevilom, ki je večji od 26. Se pravi, v bistvu edina praštevila, ki lahko delijo vaše število, so 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, pa 23. 9 različnih praštevil, ampak zdaj, kolikrat pa neko praštevilo deli vaše število, to pa je poljubno. Se pravi, lahko je 2 na 135 krat 3 na ne vem kaj krat. Skratka, imate neskončno možnosti za ta števila in katerihkoli 1985 takih števil zberete, dokazati je bilo treba, da najdete 4 izmed njih, 4 različne, ki se zmnožijo v nekaj, kar je popolna četrta potenca. Nekaj, kar je četrta potenca naravnega števila in to dokazati kar tako je izjemno zahtevno, se meni zdi. Pomočjo principa grobnjaka se pa da. Ampak je treba biti pa res zelo, zelo zvit, da se pride skozi. Če vas bo zanimalo, ko bojo slajdi objavljeni, lahko pogledate.